Moram se dotakniti tudi zadnjih novinarskih konferenc, ki jih je imel gospod Jazbinšek, glede izgradnja doma v Šiški. Treba je zelo preprosto povedati, da Mestna občina Ljubljana zagovarja izgradnjo tako domov za starejše kot osnovnih stanovanj. Mi imamo v tem trenutku 4 lokacije predvidene in načelni dogovor ministrstvom za delo, da Ljubljana dobi koncesijo v naslednjih 2 letih vsaj 600 postelj. To je tisto, kar Ljubljana potrebuje. Želja starejših Ljubljančanov je, da ostali Ljubljani, da se naselijo izven Ljubljane in mislim, da je to potrebno. Vendar, ne razumem pa tistega mestnega svetnika, ki zagovarja to, da bi se nekaj brezplačno nekomu dalo. Taka skrb za premoženje Ljubljane mene uvaja tam za Platano, ki stane, ne vem, 2000 evrov, tle bi pa kar zemljišče podarili. Mi smo naredili cenitev tega zemljišča, na teh lokacijah je približno 700-800 evrov, obrednosti samo po 400 evrov in smo pripravljeni s tem zneskom iti kot partnerji, kot družbeniki v to izgradnjo, kar pomeni, da za oskrbovance to ne podrži nič. In jaz zdaj ne vem, zakaj je bolj primerno, da samo nepremičninski sklad lastnik, kot to, da sta 2 lastnika nepremičninski sklad, recimo Mestna občina Ljubljana. Podobno je lastnina deljena na Fužinah, kjer je Republika Slovenija in Mestna občina Ljubljana v domu starejših in ne vem, v čem je to problem. Tako da zelo jasno sporočilo je bilo, ko smo se skupaj srečali in z direktorjem nepremičninskega sklada in s predstavniki Društva upokojencev Ljubljane, gospa Žiben je bila tu, da mi podpiramo vsako akcijo, da želimo to jeti, vendar da hočemo se naš delež ovrednoti, tako zemljišče kot komunalni prispevek, ampak ne za prodajo, ampak za to, da gremo od kot družbe. To nam pač pol zagotavlja, da dejansko dobijo mesto tu predvsem Ljubljančani. In ne vidim razloga, če nekdo noče sprejeti to našo ponudbo, da potem pa mestni svetnik zagovarja, da se pa to brezplačno prenese na državo. Istočasno pa ta isti mestni svetnik oporekal o tem, da brezplačno prenesemo tisto zemljišče za izgradnjo NUK knjižnice. Pa mi pa povejte razliko. Enkrat tako, enkrat tako. Tako da mi bomo na tem ostali, ker po tej logiki, zdaj se gradi dom starejših v Trnovem, imamo kar nekaj želja, so Koseze, so Črnuče, je Bežigrad želja po izgradnji. Pojavljajo se pa partnerji, ki bi šli ali z nami, ali bi pa sami gradili. Ampak tu je oskrba, koncesija določa ceno in tu ni nobenih izborov. Mi tudi predvidevamo, da bi eventualno Bokalce širili še. Tam na tisto, kdor pozna dom, je od zadnjeno polje, bi tam podaljšal ta stanovna stanovanja. Tukaj sem jaz razumel stališče nepremičninskega, se pravi sklada nepremičninskega, pokojninskega in tako dalje, je stvar v tem, da naj bi mestna občina skušala zaračunati komunalni prispevek, ki ne bi bil, ali komunalno trebne, ki ne bi bil pač blazno visok in to ne bi podražil ceno stanovanj. In zdaj bi ste rekli, ste bi šli v gradno. Zelo zavaja javnost, zelo bi povedano, ker zelo preprosto zemljišče 4000 metrov je vedno prišlo 2 milijona evrov. Komunalno opremljanje pa ta prispevek je 250 000 evrov. In teh 250 000 evrov ne podrži gradnjo, ampak je naš vložek v skupnem domu. Kar pomeni, da na koncu bomo imeli, če z glavo rečem, če ocena gradnje njihova je 3 milijona evrov, bi imeli 40%, oni 60%. To nič ne podrži gradnjo. Samo niso sami lastniki. Najlepše pa reči, dajte nam zastojn, bomo mi zgradili, potem bomo pa mi pravili. Prostite, prosim, ste vi boljši lastnik kot mi. Mi želimo biti družbenik, oni bojo večinski, jaz tu ne vidim nobenega problema. Tudi on zavaja s tem, zato pomeni, ne podrži gradnjo in nič ne spremeni pri cenah za uporabnike. To so oskrbovana stanovanja, teh 53 je predstavljeno. Širitev doma. Širitev doma, ampak investitor v širitev doma bil pa drug, bil pa pač dom sam oziroma država. Ja, pa mi. Kakor na Fužinah. Spet mi svojim zemljiščem, to je ista zgodba. Če pa država želi, ni noben problem, bomo pa zamenjali. Ker, paste, zdaj, te zgodbe ne menjave zemljiške, treba že leta in leta, enkrat se morajo končati. Mi zdaj prosimo, da nam vrnejo nazaj zemljišče pred arhivom, tu na sprot Levskega trga, da naredimo v bistvu garažno hišo. Pisal smo ministru Simonitiju, on je odgovoril 3 točke, da soglašal s tem pod pogojem, da izkažem javni interes, ni noben problem, javni interes je da sprevzamem pogodbo z Zavodom za kiparstvo, ki ima tam
to zgornjo ploščad, oziroma zdaj travo, ne, od svoje razstave, bomo tudi držali, bo zelenice gor. In tretjič je rekel, ne, da v bistvu izselimo Narodni dom iz Narodne galerije. Ne vem, kaj ima to zdaj zraven zveze s tem. Ne. Mi tak in tak poskušamo za to gimnazijsko Narodni dom narediti novo, smo podpisali pismo namere z BTC in ostalimi, da bi šlo to v bistvu v Murgle, ne, tam tista lokacija, da bi se nadela tista PP dvorana, ne klasična. In te zadeve, ne, mi smo pripravili zažal tudi za meja zemljišče, noben problem. Ali pa mu dati pod vložek. Do vsak način pa ne govorimo o prodaji. Se pravi, vsaka razlaga, da mestna občina zavira ali pa podrži gradnjo, je nesmiselna, neresnična in zavaja javnost. In pa dejstvo, da ne bo zastonj. Se pravi, če sem vas prav razumel, kje je zdaj, oziroma ta ovira, da bi se Dom v Šiški začel širiti, je na pripravljenosti države dogovora z vami? Samo dogovor. Samo dogovor, da v principu ne, to naše vrednote ne anticipiramo, recimo drugače ne rečem, ne, v tem vrednotem, glede naš vložek, vi imate 20% v tem novem dobranju. 25, 45, samo to. Svetnik Zbinšek je dal predlog sklepa, ne, za ta neodplačni prenos. Zdaj sklepamo, da ga bom jaz proti. Jaz bom proti. Zelo preprosto povedano, jaz bi bil tudi proti NUK-u, ne brezplačnega prenosa, ampak je bil že prej sprejet, smo samo v bistvu ta sklep valorizirali.